Ja, dober večer tudi v imenu našega društva. Kot veste, mi že tradicionalno vsako leto povabimo kakšnega gosta za dan upora proti okupatorjem. No, ampak mi smatramo več in predvsem proti tretjemu se želimo ozaveščati in izobraževati. Tako da danes na predvečer, se pravi praznika dan upora proti okupatorju, ki ni praznik, ker nima vsebine, ker se takrat ni nič zgodil, mi damo pač svojo vsebino. Letos smo povabili gospoda Milana Bučarja, ki je pred kratkim izdal eno zelo zanimivo knjigo o dogajanju med vojno in po vojni na območju Cerkelj na Gorenjskem in v okolici. Predno pa damo gospodu Bučarju besedo, bi pa pozdravila še našega poslanca, ki mu čestitamo seveda, da je bil izvoljen v državni zbor, gospoda Zorana Bučarja. Damo par minut, da nam malo pove, kaj se zdaj dogaja, ker on ima pač notranje informacije. Tako da, gospod Zoran. Ja, Judita, hvala, lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Kaj ne reče, dogaja se veliko, se verjetno ste spremljali prvo sejo, ki je na 10. aprila, je že sama seja postregla z določenimi presenečenji, in sicer, da je bil Zoran Stevanovič s pomočjo tudi naših glasov izvoljen za predsednika državnega zbora. Zdaj potem se je usulo, seveda z vseh strani po njemu, in moram reči, da se je ta tranzicijska levica naredila zelo medvedjo uslugo, ker je gospod, kakorkoli obračamo, podpisal neko izjavo, da z nami ne bo sodeloval. Ampak hkrati je pa tudi matematika taka, da nihče ne želi na predčasne volitve, ki v končni fazi verjetno ne bi spremenile niti rezultata prav bistveno, mogoče bi ta naš konc dobil kakšnega poslanca ali dva več, v bistvu se pa razmerja ne bi spremenilo. Tako da ja, dogajanje je dinamično, sicer poteka, če ste gledali Pertinača, Ljuša včeraj ali predvčerajšnjem, ki ga je gostila Vida Petrovčič na domovina.je. Se pravi, vlada se sestavlja oziroma pogajanja potekajo na tak ali drugačen način stran od medijev, kar je edino prav, da čim se mediji vključijo v sestavljanje vlade, taka vlada ne more biti dolgega veka, sploh na temu našemu reformatorskemu polu, če tako rečemo. Kdo skozi iskali neke vrzeli noter in potem tisto, kar smo že vajeni, napumpajo do bisti. Zdaj, kaj se dogaja? Vloženih je že kar nekaj zakonov, tudi kar nekaj preiskovalnih komisij. Dve je vložila Svoboda, eno smo vložili mi in pa Nova Slovenija. Mi bomo preiskovali GEN-I, tisto, kar v prejšnjem mandatu nismo, ampak imamo zdaj še 4 leta dodatka, tako da bomo preiskovali GEN-I od leta 2018 naprej do izteka tega mandata. Zdaj, najbolj zanimiva komisija, ki jo je vložila Svoboda, je meni osebno komisija, ki bo preiskovala Izraelce, te obveščevalce, ki so jim zdaj prepovedali vstop v našo državo, da ja ne bi mogli pričati pred to komisijo, ker verjetno bi marsikaj zanimivega povedali, ampak vse te zadeve se da bolj tudi naknadno urediti. Jaz mislim, da nam bo na koncu uspel sestaviti vlado. Naš predsednik je ta teden dal izjavo, da okolikor bo zakon o vladi v sredo sprejet v parlamentu, s čemer bomo znižali ministrstva iz zdajšnjih 20, ne vem koliko jih je, na 14. In kakor kaže, smo se tudi programsko relativno dobro uskladili oziroma se bo mogoče uskladiti. Sam osebno zelo podpiram to idejo o Odlogarjevih demokratih, skok, da bi nek podobnega, kot ta
specialna enota za boj proti korupciji, kar jo poznajo na Hrvaškem, ki imajo 95% obsodilnost, se pravi, ko se te uskok na Hrvaškem loti, veš, da si nekega posral in da je najboljše, da kar pred zapustiš. Ampak je telo treba nadgraditi, ne moramo mi ustanoviti samo policijski pa tožilski oddelek, ki bo to ustanovil, ampak je treba tudi znotraj sodstva poskrbeti, da bo te primere obravnaval specialni oddelek, ne pa v rednem sodstvu, kjer gospa, mislim, da je Kocijančič, pusti Jankoviča lepo prodalo, da so zrak prodajali v Evropski uniji, zadeva stoji v predalu in čaka na zastaranje. Take zadeve se enostavno ne smejo zgoditi. Zdaj, izpade tudi vidite, kakšne imajo. Se pravi, demokracija je samo, če so oni na oblasti, vse ostalo je pa nedemokratično. To jaz upam, no. Glede na volilni rezultat, ki ga je ta desni pol dosegel te volitve, da je to neka daljnosežna posledica in kakor je bilo videti tudi glede na število mladih, ki so volili to opcijo, se za našo prihodnost ni bati. Jaz mislim, da tokrat lahko poskušajo vse živo, ampak vse smo že preživeli, pa bomo tudi bodoče afere, ki jih verjetno že pišejo na tak ali drugačen način, umetno ustvarjene, bomo tudi to preživeli. Bo pa začel kolesarjat spet svoje zadeve, furat, vse ste jih slišali, da že ketne in čistijo. Branimir Štrukelj se je iz zimskega spanja zbudil, 4 leta ga ni bilo nikjer videti, zdaj pa kar naenkrat spet vse narobe v šolstvu in podobne zadeve. S tem, da 15 let nazaj je bilo v šolstvu 58.000 ljudi zaposlenih, zdaj jih je pa 74.000. Tako da tukaj imamo znotraj javnega sektorja velike rezerve, sam tudi malo z lokalne ravni vem pri vrtcih, oddelki so prazni, ljudje so pa zaposleni. Tako da te vrtci se pa držijo. Tako da te zadeve bo počasi treba začeti naslavljati. Zdaj, vem, da marsikdo pričakuje, da se bo veliko lahko spremenili zelo hitro, ampak nažalost je volilni rezultat tak, kakor je. In tistega, kar smo si zadali, se pravi, da bi probali dobiti 60 glasov za kakršnekoli resne spremembe, jaz mislim, da jih v tej konstelaciji parlamenta trenutno ni. V končni fazi tudi SD, ki vidite, da se je zdaj malo povlekel nazaj, ne sodeluje pri teh obračunavanjih in napadih na nas, se držijo bolj v ozadju. Je skupaj še vedno premalo, sežemo do 56. Računati na Svobodo ali pa Levico je pa v tem momentu zelo težko, čeprav znotraj Svobode ste lahko verjetno tudi v medijih spremljali, se dogajajo že zelo zanimive stvari. Podpredsednica, najbolj priljubljena političarka, je izstopila iz Svobode, razpadla je svetniška skupina v Mariboru od Svobode in v županju so že prej izgubili. Tako da zdaj počasi se bo tudi tam začele zadeve krhati, ker to je stranka, ki je bila narejena zato, da je na oblasti. Oni se v opoziciji ne bodo znašli, primitivni napadi se dogajajo, sicer jih kamere še niso posnele, ampak tisti, ki pa sedimo tam noter v dvorani, smo pa tega že deležni, tudi na hodnikih in podobne zadeve. Ampak vse bo, kakor je Urška enkrat dvigal na krilo, bo tudi še kakšna imela izpad pred kamero. Tako da toliko zaenkrat za uvod. Kakšno zadevo lahko pa tudi pol še neformalno pove, kar vprašajte me se, zato sem tukaj. Hvala.